praznik svetega apostola evangelista Marka obhajamo v času molitve za nove duhovne poklice. In prav ta Božja beseda mi je tako zgovorna, zato ker pravi prav tisto, kar je evangelist Marko sprejemal, to je potem tudi dajal naprej. Ali ni tudi nekdo, ki je poklican, ki ima v sebi duhovni poklic tak, ki najprej sprejema, posluša, pridobiva, potem pa lahko daje. In prav evangelist Marko je tisti človek, ki sprejema vse, kar je dobrega. Poglejte, najprej je bil ob apostolu Petru. Ga poslušal. Kasneje, ne da bi zavrnil apostola Pavla, Petra je šel k apostolu Pavlu, še od njega sprejel besedo oznanila in na koncu v sebi začutil tisti notranji glas, to pa zapiši, da ostane. To čutenje, kot da bi začutil nek duhovni poklic in ta njegov duhovni poklic je bil pisateljski poklic. To je bil navdih Božje besede in tako je zapisal evangelij, ki tudi nosi ime evangelij po Marku. To je prvi evangelij, najstarejši. Ne v Svetem pismu niti v vrstnem redu, kjer je Matej na prvem mestu po naštevanju, ampak po starosti je pa Marko prvi zapis. Je tudi kratek, napisan prav svojim rojakom, da bi to oznanilo, ki ga je slišal od apostola Petra, potem od apostola Pavla, ostalo rojakom, kot da bi se zavedal, se boste umrli. Se bo nekoč tudi njuno oznanjevanje utihnilo, naj njuna beseda ostane zapisana. In prav to pismo, ki smo ga danes tudi slišali, apostola Petra, pravi na koncu: pozdravlja vas cerkev v Babilonu. Pa to ni tisti Babilon, ki je bil skoraj zraven glavnega mesta današnjega Iraka, zraven Bagdada, ampak tako so imenovali mesto Rim. V Rimu je bil Peter že zaprt, ko je napisal pismo za druge vernike, ker ni mogel več priti do njih. In Babilon imenuje Rim zato, ker v tem mestu je bilo vse sorte ljudi. Vsi mogoči jeziki so se mešali, seveda latinščina kot uradni prvi jezik, potem pa vsi ostali. Ampak Rim ni Babilon samo zaradi množice ljudi, priseljencev in številnih jezikov, ampak tudi zaradi vse sorte verovanj teh ljudi. Iz tega Babilona prihaja Božja beseda. Petrova beseda in današnji čas, v katerem živimo, ali pa kraj, v katerem živimo, bi bil lahko podoben Babilonu pred skoraj 2000 leti. Številni ljudje, tudi različni jeziki, tudi različna čutenja vernih ali pa brez čuta do duhovnosti. In tukaj smo. Tudi mi tisti, ki slišimo Božjo besedo, kakor evangelist Marko, ki jo sprejemamo, da bi lahko tudi živeli. Morda ne, da bi jo zapisali, ampak da bi se ta Božja beseda zapisala v naša življenja. In to pa je pomembno. Bolj pomembno, kot da je zapisano tu na papir s črko, da bi Božja beseda bila zapisana v naših življenjih. Naj nam bo sveti Marko evangelist, pisatelj Božje besede, naš velik pripušnik. Bratni in sestre, prazniki apostolov in
evangelistov, naj bi v nas vnemali posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na praznik svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj jo tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Prosimo, da usliši nas. Zvesto je poslušal oznanjevanje svetega Petra. Naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo, da usliši nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo, evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Prosimo, da usliši nas. Netrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo, oznanjajte evangelij vsem stvarstvu. Naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in hvalom. Prosimo, da usliši nas. Na njegov pot so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja. Naj tudi danes v naš vsak dan bolj raste zaupanje v moč molitve. Prosimo, da usliši nas. Večni Bog svojo nedomljivo skrivnost si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali in ljubili, ter prišli v tvojo slavo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.